Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo, kjer se bom danes pogovarjal s pisateljem Klemenom Kordežem o njegovem novem romanu Nikogaršnji čas. Klemen, lepo pozdravljen. Pred tem dogodkom sva se pogovarjala in povedal si, da je Nikogaršnji čas precej bolj drugačen od tvojega prvenca Hladna veriga. Ja. Kaj si pravzaprav imel v mislih? Ja, najbolj to, da se mi zdi, da pri tem prvem romanu sem se nekako še malo iskal, je mogoče tudi šel kakšno leto, mogoče bi jaz moral še malo počakati, da bi se še malo razvil. In sem zbral nek milje, iz katerega ne izhajam, govoril sem o nekih zelo nekako premožnih ljudeh, ki se ukvarjajo z jogo, z marketingom in takimi stvarmi, in teh reči jaz tako zelo osebno ne poznam, jih pa poznam iz ostalih romanov, iz Instagrama, iz YouTubea in tako da sem svoj nekak miselni svet, ki sem ga spoznal skozi nek medij, če rečem tako, vključil v svoj roman, kar je največkrat, ne nujno sicer, ampak največkrat je napaka to. Pač največ ljudi vseeno se ukvarja z okoljem, iz katerega prihajajo. In je to tudi nekako najlažje in tudi, da človek ujame vse te finese, kako ljudje hodijo, se premikajo, prižigajo cigarete, ne vem tako, lahko opaziš največkrat še enkrat v svojem miljeju. In to je bila recimo moja napaka, ampak ko sem jaz napisal že 200-300 strani, sem to šele nekako opazil in pol ni bilo več poti nazaj. Tako da to je, nekako sem se naučil, da bi rad pisal o svojem okolju, ki sem ga jaz doživel, ne pa ki so ga doživeli ostali in sem jaz to njihovo umetnost ali pa medije skonzumiral in jih potem not vnašal. Tako da je bila zdaj po mojem mnenju ta drugi roman je veliko iskrenejši, bolj iskren in zato je tudi na nek način veliko več mene noter kot v tem prvem romanu. Tako da kdaj mi je sploh za kakšne epizode v tem prvem romanu mogoče malo neroden zdaj za nazaj. Tako. To bi bila v bistvu neka osnovna. No, kakšno je torej to okolje, ki ga pa zdaj opisuješ v Nikogaršnjem času? Okolje govori o nekem srednjem ali pa nižjem srednjem sloju v Sloveniji, iz katerega nekako na pol jaz izhajam ali pa moji najbližji ljudje, vsi imajo neka obdobja, ko jim gre malo lepše v življenju, malo so bolj uspešni, manj in tako, in sem jaz največ zgodb in doživel in o njih slišal iz prve roke, ne skozi medije recimo, je bilo o tem nekem miljeju, se pravi o miljeju, ki živi od meseca do meseca in jim nekako ravno rata, da pridejo skozi mesec, o nekih ljudeh, ki vejo, da jih samo neka majhna zmota, napaka, kakorkoli že lahko nekam, recimo na nek rob porine, ne pa kot recimo v tem prvem romanu, kjer so oni liki lahko delali napake, ampak so jih še vedno lahko še naprej delali. Tukaj je pa zelo tako na nož, samo ena napaka ali pa dve morda, in si ven. Tako da v tem smislu, mogoče kar se likov tiče, je bila največja razlika v tem, kar se na njihovi nekak psihološki ravni dogaja, in še to, da ker prihajajo iz takega okolja, dobijo kakšne ideje, ki jih človek, ki ne prihaja iz takega okolja, ne bi dobil. Recimo, da bodo šli neki malo ropati ali pa kakšne take reči, neki bi mogoče jih nekdo od rok ne bi.
To je nekako v osnovi, če je najbolj zdaj, najširš, če je možno. No. Ja, in tvoji liki dejansko trpijo posledice svojih dejanj. Roman ima sam pa tudi zelo zanimivo zgradbo, če se zdaj tega lotiva. Sestavljanje iz 4 zgodb, ki bi povsem brez težav lahko delovale tudi kot posamezne novele, recimo. Se pa dogaja neko neobremenjeno prehajanje likov, ki morda to zveže v neko širšo celoto, no pa ne samo to. In zdaj moje vprašanje je pravzaprav, kako delujejo te posamezne zgodbe na ravni posameznih zgodb in kot celota. Ja, jaz sem si mislil, ne vem zakaj v bistvu, da bi bili 4 deli oziroma 3 deli z dodatkom. In ti 3 deli bi bili do neke mere povezani z liki, do neke tudi ne, nekateri liki se ne ponavljajo, ne v večjih delih, nekateri se. In zdelo se mi je zanimivo to, da je ta prva zgodba v romanu je v bistvu zadnja na časovni premici. In pol nekako zvemo, kako so ti liki sploh zdaj prišli do tega. To obstaja nek lep izraz za to, da ti za nazaj, no ni važno, obstaja. To je v bistvu tako je plomišljeno to, pol, če se me pa še sprašuješ mogoče, da so, se pravi, prvi, drugi in zadnji del, kot dodatek, so vsebinsko nekako povezani veliko bolj kot ta tretji, in se mi je zdelo pa tako, če bi bili samo tisti 3 deli, sem enkrat prečital od japonskega režiserja, zelo znanega Kurosawa, 7 samurajev, je rekel, imeli smo jih 6 in smo imeli že zgodbo, pa smo pa rekli, tukaj nekaj manjka, pač manjka nek X, da malo zmoti vso to eno harmonijo, da ti veš natančno, kako bo šel lok že vnaprej. In na sledi nekako tega razmišljanja sem jaz pa rekel isto, dajmo nekaj še not, da malo zmoti, da se bojo ljudje malo spraševali, zakaj je to noter. In tudi jaz nimam čisto jasnega odgovora, zakaj, samo da malo še nekako zmoti nek jasen, predvidljiv lok romana. To in še to, recimo, da vse te 3 zgodbe prihajajo iz mojih nekih malo mlajših let, nekega najstništva. Ta zgodba, ki pa izstopa, pa prihaja iz obdobja, ko sem šel že na faks. In so to neke moje iskrena obdobja življenja, ki sem jih poskušal malo zoperstaviti, kako bi se oni odzvali, če bi se srečali, spoznali in tako, ker si mislim, da sem jih malo spoznal vsa ta obdobja in miljeje in tako. Tako nekako je bilo zastavljeno. Sam še to ni bilo pa zastavljeno že v štartu tako jasno čist. To je šlo malo sprot, malo sem si izmislil, malo sem lovil, a bi stalo to tako, da nimam nekega zdaj tako res jasnega odgovora. No, praviš, da opisuješ te različne miljeje in različne obdobja, da črpaš iz različnih obdobij svojega življenja. Hkrati pa se mi zdi, da ima ta roman neko humorno noto oziroma nekaj satiričnega in morda celo ironičnega je na tem. Pa me zanima, v odnosu do teh miljejev, ki jih popisuješ. No? Ja. In me zanima, kaj ti meniš, je to neko legitimno branje? Ja. Sploh zadnji del, ki ima naslov kako tragikomedija, je bil res mišljen, sem poskušal biti, kolikor se le da, smešen. In to ni lahko narediti, kolikor jaz vem, ampak upam, da mi je vsaj na nekih mestih malo uspelo to, da se kdo malo nareži, da se ne jemlje z teh nekih, ko govoriš o nekih političnih rečeh in tako v romanu, da jih ne bi jemali tako za roge, da ne bi rekli, to je zdaj tako, moramo res paziti, pa tako,
da ja, ampak da bi imel vse neko majhno cinično distanco do njih, je moj osebni način spopadanja z nekimi političnimi ali ja, pač kar v medijih spremljamo, v knjigah, v filozofiji in tako. Nekako, a je to v redu ali ni v redu, to je novo vprašanje, ampak jaz nekako ne morem se 100% investirati v karkoli in imam en korak stran sem, kar pa ne pomeni, da nimam nekih jasnih političnih prepričanj, samo morda ne bi lih umrl za njih. Tako in se mi zdi, da je to sem tudi nekako poskušal v roman dati, zato tudi s podnaslovom, kot roman v 3 delih s krajšo tragikomedijo na koncu. Že to je ena taka, a ne zdaj to resno jemljemo ali ne, a je zdaj to humorno ali ni, nekako navezuje se na romane iz 18. stoletja, recimo s temi dolgimi spodnaslovi in tako da še na ta način nekaj malo od igre, pač ne pa ena taka neka resnost, ki mogoče bi lahko tako rekli za kakšne druge romane, kar me niso tako zelo, mislim, mene ne nagovarjajo. Ja, pa izogneš se moraliziranju s tem, To je bil osnovni cilj, ker še ne tako dolgo nazaj, 10-15 let nazaj, je bil to največji očitek, ki ga je lahko slišal nek avtor ali avtorica, zdaj pa ni več tako. V tem smislu sem mogoče malo tako zaostajam, malo bolj konzervativen avtor v tem smislu. Ja, v zvezi s tem, z naslovom in s podnaslovom in humorno noto, ki upam, da je kdaj uspela. Upam. Ja, zagotovo. Se pravi, ta družbena dimenzija se mi zdi, čeprav res ni v prvem planu, ampak nekako pronica kot podtekst celega tega besedila. In pravzaprav me zanima, ker so postavljaš res različne miljeje, ampak jih rišeš nekako razplastene in tudi polprepustne, če temu lahko tako rečem. In zdaj me zanima, recimo, a lahko govorimo o neki družbeni pogojenosti, ampak po drugi strani se mi zdi, da je pri tebi še vedno prisotna ta neka možnost odločitve posameznika. Če čisto vzameva na koncu, zdaj ne bova razkrila, ampak je ta Samir, ki ima neko pot pred sabo, po kateri bi lahko šel, ampak se odloči, da bo šel po neki drugi poti, oziroma jo zavrne. Ja. Pravi, zakaj, oziroma kako pride do tega? Jaz bi šel tukaj spet bolj v neke psihološke razloge, ker se mi zdi, ne vem, če je, da tam on pol na neki točki ugotovi, da sicer prihaja iz druge generacije prišlekov iz republik, bivše Jugoslavije, ampak ko se primerja z ostalimi, ki so iz druge generacije, ugotovi, da je v zelo privilegiranem položaju, seveda ni monolitna skupina ljudi. Jasno. In pol on vidi, da eni ljudje tam bi šli s tem nasiljem, s posiljevanjem morda celo, velik del, kakor bi si on to mogoče želel, da bi bil zmožen. In jaz bi rekel, da je tukaj njegov glavni pač razlog, zakaj se odmakne tega. Ta tako imenovani neuspeli kriminalec, ki jih je zelo veliko, seveda. Ker to pač ni lahko biti in on vidi, da to ne more biti in gre potem mogoče rajšo šolo, kar mu pa seveda neka ženska reče, še to ga malo usmeri. Kaj si mislil še, kot zakaj? Ja, v bistvu jaz sem se poskušal držati čim bolj nekih psiholoških razlogov, ampak seveda v vsakem psihološkem razlogu vedno lahko najdeš nekaj, iz kakšnega okolja človek prihaja in tako, ampak nisem pa hotel toliko zminimizirati na njihove politične vidike. Ampak vsak človek, ne moramo mi tega, ima tudi, je pomemben del njegove identitete, njegov politični oziroma njegovo okolje, iz kje prihaja, izobrazba,
narodno, spolna usmerjenost, vse. Ni pa to edino, po mojem mnenju, in se mi kdaj zdi napaka, ko se v kakšnih umetnostih, bom rekel, se da lik samo na ta vidik in se ga poskuša razumeti samo tako, kar pa ne pomeni še enkrat, da ga ni. Ne. Ja, jasno. Če si prav omenil že podnaslov, no pa bi te prosil, da pokomentirava še sam naslov. Se mi zdi, da ravno v kontekstu tega, kar si zdaj prepovedoval, nekako je na mestu. Ja, tako, če te morda zanima čisto konkretno, je bil ta naslov napisan že po enem mesecu in potem mi nekako ni bil več všeč in sem 2 leti skozi imel ene ideje, pa bi bilo lahko to, pa pa si izpisoval, pa ljudem pisal, pa tako. In po 2 letih iskanja sem ostal na istem. Tako da je nikogaršnji čas ostal. Zakaj? Se mi pa zdi tudi to, sem mogoče že omenil nekje, da je roman v nasprotju s kakšnimi romani ni nekako lociran leta 2001 ali pa 2008 ali pa 2014 ali pa tako, ampak je nek idealni čas, tako jaz imenujem to, nek idealni čas, ki govori o neki Sloveniji od nekih 2000 naprej ali pa od krize naprej, ni čisto jasno kdaj. In s tem, ko rečem nikogaršnji čas, bi lahko rekel tudi istočasno vsakršni čas. Kot da vse nas, vsaj to je bil namen moj, a mi pa če uspelo, je nova zgodba. Da kot vse to pač nisem hotel locirati na nekaj, ampak samo neke like prikazati, kako uspevajo oziroma ne uspevajo s temi vsakodnevnimi izkušnjami. In to je razlog, pa še všeč mi je, catchy je, se mi zdi. To je zelo pomemben faktor. Tako da je tudi to je razlog, no. Ampak sploh pa to nikogaršnji čas in še to mi je všeč namerno, da ni nekako tako čisto jasno, na kaj se naslavlja. In da ljudje, upam, da bodo nekaj časa malo, nikogaršnji čas, kaj je zdaj to? A sem našel nekaj ali nisi? Da odpreš neko polje za interpretacijo, ne pa da ga daš, to se je dogajalo od takrat do takrat in tako. No. Tako da je bil še mal razlog, tudi, mislim, osnovni razlog. No. Ja. Že na začetku si omenil, da en del nekako štrli ven. In zdi se mi, če smo govorila prej o tej družbeni dimenziji, no, manjka ta še ena dimenzija, ki je zelo prisotna v romanu. Kot pravi komparativist se namreč obregneš tudi ob sodobno produkcijo in literarno sceno. Ne, jaz, moji liki. Pardon, okej. Ne name daje tega. Ne name daje tega. Sem ločen od tega, nimam nič s tem. Dobro, torej tvoji liki. Ja, tako. Pravijo, se pravi, v tem tretjem delu, ne? Nekako razmišljajo, to so nadobudni študentje, ne? In se spoznajo z nekim... Ne vsi, No, se spoznajo s tem starejšim gospodom, ki jim odpre neko drugo dimenzijo oziroma možnost izobraževanja, kakorkoli, no. So pa tudi zelo kritični do sodobne produkcije. Nekako se izriše ta ideja oziroma misel, da je sodobna produkcija, kot je nekoč bila književno za mladostnike, se pravi, da nekako tezno ali pa tematsko naslavlja določene teme, ki so pomembne, hkrati pa pri tem morda ne posveča toliko... Sva že malo omenila, v bistvu. Ja, v bistvu, ne, ste se že prej navezali. Zdaj, ampak res se mi zdi kdaj, da pri kakšnih romanih danes izberejo eno tematiko in na njej delajo, kar je mene sem nekaj časa rabil, da me je spomnil, ko smo morda v srednji šoli, smo hodili v MGL-ja na neke predstave in je bilo tako, to je bila predstava o anoreksiji, to je bila predstava o tem in tem, o samomoru, to je bila predstava, da smo nekako to locirali in smo zdaj na tem delali in pa smo imeli v šoli, ne sem na gimnaziji, pol še no, kaj ste si pa vi mislili, kako ste začutili, ima kdo neko
osebno izkušnjo, iz svoje okolice in tako. In da se mi zdi, da je takrat še bilo to, 20 let nazaj, je bilo to v slovenskem knjižnem prostoru tak način spoprijemanja s temi težavami je bil rezerviran za neko najstniško, mladostniško literaturo, zdaj pa nekateri, ne vsi, so začeli ta način, ki je bil lasten temu najstništvu, zdaj za odrasle ljudi pisati. In to se mi zdi, mene ne moti, da pač obstaja to, ampak mene ne nagovarja. No? Meni ta literatura ni blizu. Nekaterim pa je, pa lahko živimo s tem vsi skupaj. Absolutno, ja. Cvetiti so še sotav. Hotel sem reči, kaj se pa dogaja tukaj potem s formo? Kam izginja ta orodja lastne literaturi, ta literarnost? Ne? Ja, to je pa tudi ena zagata, v kateri jaz čist nimam razčiščenega mnenja. Sigurno spet v zadnjih letih imamo več enega eksperimentiranja, če lahko rečemo tako z vsebino, ne toliko s formo. Potem pa nekateri, ki pa eksperimentirajo s formo, se pa morda kdaj, sicer lahko se spoštuje to, da nekdo hoče nekaj novega narediti in tako, ampak da se kdaj mogoče ne zavedajo, kaj res pomeni predstaviti v literarnem svetu novo formo. Da so to naredili samo neki največji, neka, ne vem, Jelinek, pa Kafka, pa ne vem, Bernhard, pa tako, da so res nekam to nek nov jezik znotraj vzpostavljenih slovničnih pravil naredili, ne? In to je mogoče nek cilj, ki si ga mogoče ni treba, da si ga lih vsak zada. No? Da je se mogoče treba malo zavedati, kdaj svojih mej, ampak razumem, tudi jaz lahko rečem za Hladno verigo, jaz se ne izvzemam iz tega, da pa jaz takih napak ne delam, je šlo sigurno malo tudi v to smer. Zdaj manj mogoče, ampak pri Hladni verigi sem sigurno hotel veliko več nad svojimi zmožnostmi, ker je tam neko prvi roman, si vesel, bom rešil, bom naredil, pa ni to lahko, ne, pač narediti, mogoče treba narediti korak nazaj, pa se vzpostaviti, pa nekako razumeti, česa si zmožen. Ja, in tudi tvoji liki so na neki točki, če povem kot zanimivost, no, so kritični do dotičnega Kordeža, ne, ga omenijo kot in če mogoče končava v tem slogu, tista dva študenta pravita, da sta le redko slišala za literaturo, ki bi se navezovala na kakšno veliko sodobno literarno tradicijo in jo skušala nadgraditi. In zdaj, če ti postavim to najhvaležno vprašanje, na kaj se pa morda nanaša nikogaršnji čas in kaj morda poskuša nadgraditi? Še reče uno, ka sebe omenam, no? Ne vem, nisem si... Ne, v bistvu pač nek lik se potem naredi norca, da je neka knjiga tako slaba, kot Hladna veriga. Samo še slabši je, a ni? Ja, samo še on je bil slabši, jaz. Ja. Tako da sem nekako tudi s tem hotel narediti tako, da jaz lahko že rečem kaj slabega, ali pa sem kritičen o nekih avtorjih, likih, kakorkoli že, kar ne pomeni, da sem jaz nad tem, da se tudi pač jaz v tem vidim, da delam iste ali podobne napake kot vsi ti ljudje in mogoče si opazil, da lih takrat, ker sem bil najbolj oster, sem rekel, čakaj, to lahko spade izvišeno, ne, zdaj moram nekako sebe vnačdati, da nekako izravnam to. Tako da sem bil nekako malo samo našalen in s tem tudi zmehčal to, da nekdo ne bi rekel, kako sem pa zdaj, kaj pa on misli, da je pa tako, ampak sem tudi na pol ali pa kar velik izrazil pač mnenja v svojem prvem romanu, do katerega imam zdaj mogoče nenavaden odnos včasih. No. Tako nekako. Velja, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tebi in vsem vam.
Beletrina v živo.